Moje ime je Jan in danes si bomo v Excelu pogledali, kako oblikujemo in uporabljamo datume. Datoteko, s katero bomo delali, si lahko prenesete z Google Drive-a, link do nje pa je spodaj v informacijah videa. Ko datoteko odpremo, bomo najprej v polje B4 pisali naše ime. V mojem primeru bo to Jan. V drugi stolpec pa boste vpisali vaš rojstni datum. Datume pa vpišemo tako, da kot prvo številko vpišemo dan, potem lahko ločimo ali s poševnico, mesec, poševnica in leto. Drugi način pisanja datumov pa bi bil, da ločimo dneve in mesece s piko, torej 1.1.1995. Pri obeh primerih pa letnice ne rabimo pisati v celoti, torej če napišemo 1.1., lahko letnico napišemo samo z 95 in se samodejno dopolni kot 1995. Če kliknemo na naš datum z rojstnim dnevom in gremo pod zavihek osnovno, skupino število, vidimo, da je oblika številk nastavljena samodejno kot datum. Če kliknemo na spustni seznam in izberemo na splošno, vidimo, da naš rojstni dan ni nič kaj podoben datumu. Namreč v Excelu so vsi datumi predstavljeni kot svoja samostojna številka. Pa v stolpec D4 napišemo en datum več kot pa vaš rojstni dan, torej 2.1.95. Pa poglejmo, kakšno številko bo imel tale. Tisti datum, ki je večji od drugega, ima torej višjo številko od svojega predhodnika. Pa označimo vse rojstne dneve v stolpcu rojstni dan in jih oblikujemo z obliko datuma. In sicer kratka oblika datuma. Da pa se zraven datuma prikaže še dan tednu, pa pod obliko števil izberemo dolga oblika datuma. Seveda bo treba širino stolpca prilagoditi. Pa si oglejmo še napredno oblikovanje datuma. Označimo celico C7, gremo pod zavihek osnovno, skupino število in kliknimo tale spodnji rob gumbek za napredno oblikovanje. Želimo, da se nam izpiše APR, torej mesec, in leto zraven. Ko se nam odpre pogovorno okno, v levem kvadratku izberemo možnost pomeri, pa v spodnjem seznamu poiščemo zapis YY. Tile meji torej predstavljajo mesec kot month, Y pa leto kot year. Če želimo, da bi se izpisalo 2008, samo dodamo zraven vrste še 2Y in kliknemo v redu. Drugače oblikujemo še rojstni dan za Bora in sicer spet gremo pod število, pomeri in v seznamu izberimo recimo datum in izpisan mesec. Če pa želimo krajšo obliko datuma in da so ločnice poševnice, tako kot smo na začetku vpisovali, pa kliknimo na želeno celico, spet si odpremo pogovorno okno za oblikovanje celic, gremo po pomeri in vmes popravimo pri vrsti med D in N namesto pike poševnico. Ko kliknemo v redu, se nam prikaže nova oblika zapisa datuma. Datume pa lahko skupaj tudi seštevamo in odštevamo. To tematiko, vključno z uporabo funkcije today in date, si pa bomo pogledali v prihodnjih videih. Upam, da ste v videu uživali, če ste, mu dajte thumbs up in ne pozabite se naročiti na kanal, da pa naslednjega videa zagotovo ne zamudite, pa lajkajte tudi mojo Facebook stran Office tečaji.